Lep pozdrav vsem skupaj. Veseli nas, da ste prišli, da vas je toliko, ki vam ni vsem. Odločili smo se, da preberemo to, kar smo prebrali svetnikom na izredni seji mestne občine Velenje in občine Šoštanj. Ne vem, če se jih je kaj prijel. Na povabila politikom, da naj se udeležijo okrogle mize, očitno jih ni. Pa takole. Spoštovani, sem Žiga Jenko, predstavnik Šaleškega ekogibanja. Živim v Velenju, čebelarim v Šoštanju. Naša skupina združuje prebivalce, ki jim ni vseeno. Kaj se dogaja z naravo v tej dolini? Leta 2020 smo skupnimi močmi preprečili sosežig v Tešu. Posledica te borbe je bila sprememba zakona in izenačitev izpustov med sosežigom in sežigom. Takrat smo dokazali, da se prebivalci znamo postaviti zase in za svojo prihodnost. Danes smo tukaj zaradi predloga zakona o razvojnem prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije. V njem je zapisano financiranje plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru. To jezero je res nastalo kot posledica izkopavanja lignita. Mnogo ljudi je izgubilo svoje domove, rodovitna zemlja je bila potopljena. Kot je dejal Družmirčan Ivan Apat, za 50 let obdobja smo se odpovedali najbolj rodovitnim poljem Šaleške doline. Toda narava je čudežna. Rane, ki jih je povzročil človek, je zacelila sama. Družmirsko jezero je danes eno najbolj bogatih ekosistemov v Sloveniji. Tu živi več kot 225 vrst ptic, 23 vrst rib, redke dvoživke, kačji pastirji, številni sesalci. To je njihov novi dom, ki ga je ustvarila narava in je v njem dobrodošel tudi človek. In zdaj želimo polovico jezera pokriti s ploščami. Če to storimo, bo zmanjkalo svetlobe, zmanjkalo kisika, izginila bodo gnezdišča in drstišča. Mir in ravnovesje v jezeru bosta skaljena. Nevarnost uničenja bo visela nad dolino. Niti pomisliti si ne upamo na podnebne spremembe, za jajce debelo točo in uničujočimi vrtinci vetra ali na požar. Naj bo jasno, ne nasprotujemo sončnim elektrarnam, nasprotujemo tej lokaciji. Nasprotujemo temu, da še enkrat uničimo, kar se je komaj zacelilo. In nasprotujemo temu, da nad postopljeno vasjo Družmirje, nad spominom na izgubljene domove postavimo industrijski objekt. To bi bila oskrunitev spomina in narave hkrati. Hkrati pa bi radi svoje nasprotovanje plavajoči sončni elektrarni utemeljili tudi z nekaterimi ekonomskimi in drugimi razlogi. Vemo, da cena sončne energije pada in tudi proizvodnja postaja cenejša. Od leta 2010 se je pocenila kar za 90%. In tudi včeraj na tiskovni konferenci HSE smo slišali, da je predvidena življenjska doba te sončne elektrarne plavajoče 30 let. Prepričani smo, da bo v tem času tehnologija šla naprej in projekt bo postajal vse manj smiseln. Poleg tega se namerava ta elektrika uporabljati tudi za proizvodnjo zelenega vodika, ampak kot vemo, se svet tudi od vodikovih projektov odmika. Recimo velike avtomobilske korporacije, Stellantis in tako so nehale razvijati te tehnologije z vodikom. In vse kaže tudi na to, da se s PSE lahko ponovi znan scenarij TEŠ6. V nizozemskem mestu Heerlen so po zaprtju rudnikov z geotermalno energijo začeli ogrevati in hladiti stanovanja. In mi menimo, da imamo podobne pogoje, še boljše. Mesto je danes regijski center in prava energijska točka. Ampak pozor, mesto, ne država. In zdaj nam hočejo z našim denarjem graditi državne objekte. Predstavljajte si, da se HSE ali TEŠ nekoč ulastninita. Tako bo Velenje in ta dolina Šoštanj postalo novo Anhovo.
Zato ne smemo pozabiti, Sklad za pravični prehod je namenjen ljudem, odprtju 5000 novih delovnih mest. PSE Družmirje teh delovnih mest ne bo ustvarila. Vzela pa bo skoraj četrtino našega denarja. Zato vas prosimo, poslušajte glas ljudi, poslušajte vizijo, ki jo prebivalci Šoštanja in Velenja že imajo. V anketah smo Šoštančani jasno povedali, želimo turizem in ne prenovljene energetske točke, ki bi nadaljevala s slabimi ekološkimi in poslovnimi praksami. To je tudi zapisano v viziji in strategiji razvoja občine Šoštanj. Ta zakon v sedanji obliki ni zeleni prehod, je degradacija. Če ga sprejmemo v taki obliki, bomo izgubili neprecenljivo naravno bogatstvo in še enkrat dovolili, da o naši prihodnosti odločajo ljudje, ki ne živijo tu. Zato smo pozvali svetnike Mestne občine Velenje in občine Šoštanj, da v celoti predlagajo izbris 11. člena iz predloga zakona in tudi pomagajo ustaviti izvajanje državnega prostorskega načrta PSE Družmirje. Ker mi pravimo, o naši dolini odločamo mi sami in naravo bomo ohranili neokrnjeno za naše zanamce. Hkrati bi se ob tej priložnosti zahvalila tistim trem, mislim, da svetnikom Mestne občine Velenje, ki so se našemu vabilu odzvali in mislim, da dvema svetnikoma občine Šoštanj. Hvala. Spoštovani, pozdravljeni, dobrodošli na okrogli mizi javni razpravi z naslovom Potopljena krajina pod svobodnim soncem. Kulturno-izobraževalno društvo Komadres, ki deluje v Velenju, že 3. leto zapored izvaja projekt z naslovom Potopljena krajina, ki je namenjen prav razpravam o Šaleškem Trojezerju, o tem, kako celiti brazgotine, ki so na območju 1/5 Šaleške doline nastale zaradi premogovništva, in predvsem o tem, kako upravljati s tem prostorom, da ga bomo revitalizirali, ne degradirali. In letos v 3. izvedbi tega projekta Potopljena krajina smo se povezali s Šaleškim ekogibanjem, prav zato, ker je to skupnost, ki se največ ukvarja z Družmirskim jezerom in največ razmišlja o tem, kaj bi lahko postavitev plavajoče sončne elektrarne na to vodno telo pomenilo ne le za prebivalce, ampak predvsem tudi za okolje, ne nazadnje za gospodarstvo in širšo družbo. In to razpravo posvečamo prav temu, da osvetlimo aktualno stanje tega jezera, da osvetlimo možne posledice postavitve plavajoče sončne elektrarne na jezero, da predstavimo argumente, zakaj ne, in da predstavimo alternative. Danes smo uvodoma slišali glasbeno točko vokalistke Marine Golja, nato sta nastopila predstavnika Šaleškega ekogibanja Žiga Jenko in Špela Menih Novak. V nadaljevanju pa sledi razprava z našimi današnjimi gosti. Z nami so profesor dr. Mihael Jožef Toman, biolog, strokovnjak za vode. Z nami je Matej Blagus, predstavnik ribiške družine Paka Šoštanj. Doktorica agronomije Nataša Kopošar, domačinka iz Družmirja, članica Šaleškega ekogibanja, in krajinska arhitektka Kaja Flis, prav tako članica Šaleškega ekogibanja. Povabili pa smo tudi danes odsotne župana občine Šoštanja Borisa Goličnika, ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, hkrati predsednika razvojnega sveta Saša regije, sveta županov, pa tudi državnega svetnika, tudi ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka, namestnike obeh ministrov, ki so prav tako odsotni. Povabili smo tudi župana občine Trbovlje Zorana Pozniča, da bi osvetlil lokalne prakse, po katerih bi se lahko zgledovali. Povabili smo predstavnike Zavoda za varstvo narave, območne enote Celje, ki so kadrovsko preveč podhranjeni, da bi lahko sodelovali v tej razpravi. Ni se odzvala
Direkcija za vode in tako dalje. Skratka, priložnosti za naslednja srečanja z gosti, ki jih vabimo med nas, je še veliko. Vsekakor pa hvala vam, da ste se odločili sesti za to omizje in bomo danes torej lahko govorili o aktualnem stanju jezera, o njegovih potencialih in možnih prihodnostih, ki izključujejo postavitev industrijskega objekta na samo vodno površino. Danes dogodek povezujeva Uršula Menih-Dokl, moje ime je Tina Felicijan in preden začnemo z razpravo, samo kontekst, torej holding Slovenskih elektrarn in minister za podnebje, okolje in energijo v Šoštanju že več kot leto in pol predstavljata projekt plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru. Ne enega od možnih projektov, ampak neizogibno dejstvo. V javni obravnavi je tudi predlog zakona o razvojnem prestrukturiranju Saša premogovne regije, katerega namen je odpravljanje posledic izstopa iz premoga v skladu z načeli pravičnega prehoda. Ukrepi razvojnega prestrukturiranja so namenjeni spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju novih in ohranjanju obstoječih delovnih mest, ustvarjanju privlačnega in zdravega bivalnega okolja, vzpostavitvi razvojne infrastrukture ter odpravi negativnih posledic predčasnega zapiranja premogovnika Velenje in termoelektrarne Šoštanj. 11. člen tega predloga zakona pa predvideva strateški projekt, namenjen preureditvi energetske lokacije TEŠ iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije, vključno s plavajočo sončno elektrarno na Družmirskem jezeru. Upravičenec do sofinanciranja iz državnega proračuna je holding Slovenskih elektrarn oziroma hčerinske družbe. Mestni svet Velenja je zahteval izbris tega člena iz predloga tega zakona, medtem ko svet občine Šoštanj samo spremembo in sicer, da naj bo upravičenec namesto HSE podjetje s sedežem v Šoštanju. Znano je, da je s tem namenom HSE ustanovil družbo HSE Saša z enim zaposlenim, Mitjem Tašlerjem. Danes je v sporočilu za javnost na spletni strani občine župan občine Šoštanj Boris Goličnik razkril tudi dejstvo, da je bilo, ki je sicer bilo do danes neznano, in sicer, da je že v prihodnjem tednu načrtovana razgrnitev državnega prostorskega načrta. No, zato bomo današnji večer posvetili Družmirskemu jezeru, njegovi preteklosti, prihodnosti, njegovi identiteti, njegovi vrednosti za okolje, za ljudi, ne le za Šoštanj, za celotno Šaleško dolino. Hvala, da ste z nami, vabljeni, da se v razpravo vključite. Se pa besedo predajam kolegici Uršuli. Hvala lepa, lep pozdrav. Gospod Blago, začnimo z vami. Vi ste predstavnik ribiške družine Paka, ki je skrbnik, največkrat ste na tem področju, morda najbolj poznate tudi jezero. Opišite nam, prosim, trenutno stanje jezera. Ja, me veseli, da se v takem številu, žal zaradi te vsebine, zberemo na našem domu ribičev. Ribiška družina je tu že od leta 1953. Najprej smo kakih 30 let bolj ali manj delali s potoki in reko Pako, zato RD Paka. Okoli leta 1972 pa začne nastajati tole jezero tukaj od spodaj in se razširi do današnjih razsežnosti. Tako da smo se iz nekih rečnih ribičev prelevili v neke jezerske ribiče. Zgubili smo veliko tistih potokov z regulacijami, zdaj pa očitno nam še to želijo pokriti in počasi iz ribičev postajamo bolj ali manj borci za vodo sploh. Tako da, če grem zdaj na... Ja, vi velikrat omenjamo, se je moderna, no, ta beseda biodiverziteta, torej raznolikost življenja. Kaj to pomeni na našem jezeru? No, vi velikrat govorite, da tukaj ni samo veliko rib, ampak tudi vodne flore, drugih mikroorganizmov, ne? Ja, zdaj, če je tako z nekega biološko-opazovalskega vidika, kar je naš, bi rekel, osnovni domet tole društva, ta prva stvar je tisto osenčenje, s katerim se soočimo s temi paneli. Tu že tvegamo eno stvar, ki riba
ima uro, ki se ji reče sončni lok, ne? In če je ta sončni lok osenčen ali pa zasenčen, ona več ne ve, kdaj se drstiti, kdaj se premikati, kam, in posledično to pomeni verjetno upad populacije, ne? Kar pomeni degradacijo, ne? Se pravi, osenčenje pomeni degradacijo, recimo, ne? Imamo dva velika naravna drstišča, ki pravzaprav sama oskrbujeta to jezero, ne? Dej, če jih po tej logiki spet pokrijemo, ne? Spet pomeni manjši letni prirast in posledično začne biodiverziteta in količina vodnih organizmov, ribe so pač največji vodni organizmi, a ne? Padati, ne? Potem lahko rečemo, da je pravzaprav danes to jezero najbolj krepostno v vsej zgodovini, kakor smo ga, ko jo dobro poznamo, ne, tule na ribiški družini. Namreč je praktično samooskrbno, pa vendarle mi še vsako leto iz nekega klubskega denarja dovajamo ribe v jezero, da bi to vendarle bilo v eni maksimalni kondiciji. In tudi je, ne, zaradi teh velikih drstišč, ki so na srečo nastala zaradi teh počasnejših usedanj, ne, do nekih 85. leta pa vemo, da je bila voda toliko hladna, da recimo se neki krab sploh ni zdrstil, ne. Potem smo čudežno zadnja leta ugotovili, da se to samo drsti, zaradi tega, ker so tam neki deli jezera primerni postali za to, ne. Se pravi, še zdaleč ne bi mogli reči, da je to jezero biološko v slabšem stanju samo zato, ker je umetnega nastanka, samo zato, ker je tako imenovano industrijsko jezero. Umetni nastanek ni nobena slaba dediščina tega jezera, pravzaprav, ne. Mogoče je zaradi tega precej higiensko in zelo okej za ribo, ne. Očitno se zelo dobro počuti, a ne. Verjetno, že malo po videzu, glede na ostala jezera, ki jih je v taki velikosti v Sloveniji zgolj za prste ene roke, a ne, to prvo je že Velenjsko jezero, daje malo drugačen vtis, če greste s čolnom po njemu, a ne. Alpska jezera, Bohinjsko, Blejsko, tako vemo, ne. Blejsko je fejst na tapeti zadnje čase, ne. Ne vem, če dodamo Mursko-Soboško jezero, ne, je še mogoče zaradi avtoceste malo poznano. Tisto jezero tudi je samo voda, ne, zanimiva za videti, pa ne tako zelo živa, ne. Tako da to je teh 5 jezer, ne. Pri toliko veliki zemeljski površini proti toliko majhni vodni površini tvegati z enim pokrivanjem jezera se nam ne zdi nič pametnega, ne. Gre za tveganje, ker ne vemo, kaj bo output, ne vemo, kaj bo izhod iz tega. Glede na neko razmišljanje in opazovanje pa verjetno bo izhod slabši, ne, kot je kondicija jezera ta hipa, ne. To z tega našega, bi rekel, poljudno znanstveno kmečkega razmišljanja, ne. Vendarle smo jezero je naša njiva, ne. Hvala lepa za enkrat. Zaslužni profesor dr. Toman, zelo smo počaščeni, da ste z nami. Vi ste en zelo ugleden mednarodni strokovnjak za vode in glede na to, kaj ste zdaj slišali, da opazujemo, kako je na jezeru in kako vi poznate zgodovinsko, pa a lahko nam povete, kakšen je pomen, kakšna je vrednost Družmirskega jezera na področju Slovenije, recimo? Ja, hvala za vabilo. Najprej hvala za vabilo. Bil sem presenečen, da se me še moji študenti spominjajo v tako lepem, bi rekel, imajo v lepem spominu. Torej smo nekaj naredili, ne? Težko rečem, da so podobne tudi tisti, ki so pristali na inštitucijah,
ki niso uspeli enega predstavnika pripeljati tukaj v Šoštanj oziroma Velenje. Jaz sem kar nekaj časa porabil, da sem do vas prišel, sem po moje najbolj oddaljen od vseh, ki ste tu, z Gorenjske. In glejte, kaj ne rečem, vseeno, z ozirom na to, da se to snema, bi pozdravil resnično vse inštitucije, ki bi morale biti prisotne in ljudi, ki so tam zaposleni, očitno se ne zavedajo svojega poslanstva. In njihovo poslanstvo ni to, da predstavljajo zakone in da se vse bolj, kar opažam, udinjajo kapitalu in vaše jezero je zanesljivo en nazoren primer tega, kaj pomeni kapital v odnosu do narave. In drugo, kar mi je zelo žalostno v tem kontekstu, je pa seveda to, kako malo zaveščenosti je v naši družbi, kaj pravzaprav predstavljata narava in okolje, v katerem bivamo. To je pravzaprav temelj preživetja vedno bila in bilo, in ko tega ni bilo več, so narodi preprosto propadli, so zginili z obličja zemlje. Ne govorim, da je to primer, ampak tako se je dogajalo. Ljudje, ki so imeli do narave negativen odnos, so preprosto zginili. Jih ni bilo več. Jezera sem spremljal v 90-ih letih. In ker sem vodil tudi študentske vaje, tedenske, sem imel veliko srečo, da so me v Velenju zelo lepo sprejeli v tistem času, ko je bila ena zelo dobra inštitucija, ker je bila kolegica tudi, tako imenovani RICO, ki je v naslovu imel Environmental Research Institute in tako naprej, torej raziskovalni inštitut, ki se bo ukvarjal tudi s to problematiko. Zelo mi je žal, da je potonil v tem pogledu. No in takrat smo prvič začeli spremljati jezera, ker je bil svetovni fenomen. To je bil svetovni fenomen. Takega jezera, kot je Družmirsko, bilo in Velenjsko, ni bilo nikjer na svetu. Objave so šle za med. Kaj se dogaja? Kako lahko iz ene sadre, tako rekoč, pehaja strahotnega, usklije življenje? Kaj vam to govori? Da je seveda človek popolnoma nemočen, če ne vem, kaj vse naredi v naravi. Narava ima svoje mehanizme, svoje poti, svoj metabolizem. In danes, ko gledamo ta jezera, so ena najbolj, da rečem, produktivnih. Ribe so na najvišji lestvici teh organizmov. Ne smemo pa pozabiti stotine vrst, poslušajte, v tem Družmirskem in Velenjskem jezeru, ki so prišle tako rekoč od nikoder. To samo govori, kako so našle svoje okolje in so se na to okolje prilagodile počasi in tako naprej. Ne moramo zdaj zanikati, da sicer umetnega nastanka ta jezera, pa niti ne umetnega, se so udorine, torej so naravnega nastanka. Dejstvo je samo, da je to udorino zalila voda, ker je človek pospešil s tem, da je izkopaval. In zdaj seveda to jezero, ki je pa danes, je pa praktično popolnoma naravno jezero, z vsemi naravnimi procesi. In poglejte, to ni lavor z vodo, ki ga preprosto pokrije s pokrovko in upaš, da bo ta pokrovka naredila čim več energije in potem bo to, če ne boste sposobni, da boste to uravnavali, tista voda prekipela in vam bo vse šlo, ne vem, nekam. Ne? In druga stvar, ta biodiverziteta daje krajini, širše gledano, okoljsko gledano, to ni samo v tem jezeru. Vse je povezano. Je en hidrološki cikel, ker z drugimi besedami pomeni, da ta voda ni samo površinska, ampak je neposredno povezana s podzemnimi vodami. To so pa viri pitnih vod, tudi v Šaleški dolini. In so dobri viri pitnih vod v tej dolini, kljub rudarjenju in tako dalje. Torej vse je povezano. In kaj se bo lahko zgodilo? Da ne naštevam, kje so nevarnosti, na katere sploh nimamo odgovorov. Če boste šli pogledat, kaj raziskovalci v tovrstnih primerih počnejo,
ugotavljajo, da je pravzaprav veliko več vprašanj kot odgovorov. Ne gre samo za vprašanje, ali bodo ribe preživele v takem jezeru. Zelo verjetno bodo, če ne jih pa tudi lahko vložimo, ne? Če bo voda dobre kakovosti. Ne gre za to, gre za celovit ekosistem, ki pa ponuja mnogo več od turizma, mnogo več od dobrih, bi rekel, človeških kasneje lastnosti, ki ta voda ponuja in podobno. Torej, zato je ta problem, o katerem danes govorimo, ni samo senčenje, eden večjih problemov, gledajte, starost tovrstnih naprav po današnjih tehnologijah, ki se pa vsako leto spremenijo, ne? Se to je najbolj razvijajoča se tehnologija, je 30 let. Torej, neke stare avte boste zdaj imeli na tem Družmirskem jezeru, ki bojo počasi lahko celo potonili, če ne bo nihče zanje skrbel. In naprej, kdo bo pa prevzel odgovornost za odpadke, ki jih bo enormno na tem jezeru? Kdo vam je na to odgovoril? Kje so tisti predstavniki, ki gledajo 15 let naprej? Ni jih. In to je velik problem. Vi morate vedeti, da tovrstne odpadke vam ne bo nihče prevzel, da imajo Kitajci, Korejci, vzhodna Evropa, centralna Azija tovrstnih odpadkov sami dovolj. Kdo vam bo te odpadke prevzel? Nihče. In potem boste imeli v tem okolju ta problem. Na to vprašanje, tudi če vam bodo odgovorili, ti odgovori ne bodo realni. Torej bojo sprenevedanje. In bojte se tistih, ki vam ponujajo tako imenovane bombončke. Včeraj sem poslušal o teh bombončkih na TV Slovenija, je bil slučajno, sem prižgal televizor, Dnevnik in je bilo o Družmirskem jezeru informacija. Največ, kar sem tam zasledil, so bili razni bombončki, kaj od tega boste vse imeli. Pravzaprav nič. In nič. In to sem hotel poudariti, da je seveda to prefinjeno govorjenje. In politika, nažalost, in tudi državne inštitucije so se od tega ogradile. Samo primer bom povedal, mislim, da je 3 leta od tega, sem tudi podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, smo lepo napisali tekst, kaj to pomeni, verjetno ste si to lahko pogledali, ga imate, kaj to pomeni za eno tako neznano stvar v jezeru, znano, neznano se lahko reče. In bi rad povedal, da takrat smo se strinjali mnogi, tudi predsednica Društva vodarjev Slovenije, dr. Lidija Globevnik, ki seveda ni našla danes časa in tudi ne bi prišla, ker na dno seveda stojijo drugi. Poslušajte danes, ona ni več predsednica Društva vodarjev samo, ampak je direktorica direktorata za naravo. Torej, kdo je bolj odgovoren za to, kar nek direktor za naravo? Torej, takrat se je strinjala, danes smo pomisleke. Torej, lahko se ti nekaj spremeni v tvojem razmišljanju, kaj več prečitaš, mogoče. Ampak to je seveda veliko vprašanje, pa da še ne naštevam drugi. Torej, soočenja z nevarnostmi vam niso bile nikoli predstavljene, ampak samo dobrobiti. In takih, ki prinašajo darila, boj se danajcev, ki prinašajo darila, kajti ti vas bodo seveda v končni fazi zasužnili. Tako se je zgodilo pred tisočletji in dogaja se seveda še tudi danes. Toliko za uvod. Ja, super. Hvala lepa. Upam, da bomo v nadaljevanju lahko še dejansko govorili tudi o teh slabih stvarih, kaj bi nam ta postavitev slabega ali morda tudi kaj dobrega prinesla. Doktor Nataša Kopušar, ti si Družmirčanka, tvoja družina je bila preseljena, hiša je bila potopljena. Družmirsko jezero je kraj, kjer je bogata zgodovinska dediščina, trpljenje razseljenih družin, spominski dogodki. Na drugi strani je pa tvoje profesionalno delo agrikultura, ne? Kako ti spremljaš možnost postavitve sončne elektrarne na to Družmirsko jezero? Ja, tako kot si rekla, jaz sem v bistvu celo svoje otroštvo preživela v Družmirju. Moram reči, da nimam nobenih slabih vtisov. Res pa je,
da sem to spremljala kot nekaj normalnega, ko so se dejansko domovi sosednjih hiš rušili, ko smo ljudje dejansko živeli v nekih razpokanih hišah, ampak ostanejo ti na koncu samo lepi spomini. To se pravi, recimo, ribolov ob reki Veluni, ki je edini pritok jezera, potem spremljanje, kako se spreminja lahko en habitat, kot je travnik. Takrat se sicer tega nisem zavedala, ampak kasneje, ko sem dejansko študirala na biotehniški fakulteti, sem tudi to si znala razložiti, kako se en travnik, ki je večkrat kosen, recimo spreminja v zamočverjenega, ki se naselijo druge vrste rastlin. V spominu imam recimo rumene preproge zaradi zlatičnic, ki so kasneje jih zamenjali šaši in druge močvirne rastline. Skratka, in če se postavimo v čevlje kmeta, to pomeni, da je kmet sprva lahko trikrat kosil, kot sem prej omenila, kasneje pa ti travniki niso bili več primerni, ravno zaradi tega, ker so se razrasle določene vrste rastlin. Prav tako jaz vidim tukaj neko analogijo z jezerom, kjer se bo, če se bo realizirala plavajoča sončna elektrarna, spremenila sestava, vrstna sestava, o tem bo zagotovo še kaj profesor povedal. Tukaj jaz imam absolutno premalo znanja, ampak zavedam pa se, da se bo to zgodilo. Skratka, hočem reči, da na ta prostor nas ne veže samo neka ekonomska ali kakšna druga naveza, ampak tudi neke vrste, moram priznati, sem precej čustveno vezana na ta prostor, morda tudi zato, kdaj zelo čustveno kak zapis napišem na Facebooku, ker preprosto ne razumem tega sprenevedanja bodočega ali že lahko rečem investitorja. Tudi ne razumem teh visokih milijonskih cifer za tako postavitev in na drugi strani skoraj nič kaj delovnih mest. Sicer sem pa sama po sebi ljubiteljica narave in me vsakršni taki posegi se mi zdijo prav neupravičeni. Pa še to si ti vedno poudarjaš, večkrat tudi v zapisih, te tako imenovane kumulativne vplive. Tako. Ja, zagotovo je treba tukaj, ni dovolj, da gledamo samo en projekt, recimo plavajočo sončno elektrarno, ampak moramo gledati zadeve dosti bolj kompleksno. V tem prostoru imamo več vrst industrije, katerim smo izpostavljeni vsi, ki tukaj bivamo. In en tak projekt, kot je plavajoča sončna elektrarna, zagotovo posega tudi v te povečane vplive. Kakšni so, kdo bo to kompleksno oceno oziroma celovito ovrednotil, no, ta del me pa prav zanima, ali bo v okoljskem poročilu, ki ga obljubljajo, dejansko opredeljen. Hvala lepa za enkrat. Pa Kaja Flis je pa tudi članica Šaleškega ekogibanja, krajinska arhitektka. Spomladi je napisala en članek v strokovno revijo, kjer je zelo lepo orisala naša jezera in kaj bi se zgodilo z spremembo okolja tukaj v primeru postavitve sončne elektrarne. Takrat se je HSE, čeprav sploh ni bil omenjen v tem članku, odzval. Moram reči, da je kar grdo napadeno zaradi navajanja dejstev, katerim je osporaval. Mogoče lahko za začetek najprej poveš, kaj so ti sploh učitali. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. V bistvu učitalo se je, da so pač navedene neresnice,
čeprav v bistvu je bil pač naveden strokoven pogled na to problematiko, ker pač menim tudi, da ko govorimo ali pa se ukvarjamo s tako velikim projektom, kot je PSE, zagotovo moramo vključiti različno stroko, različne poglede in posledično tudi verjetno vsa mnenja ne bojo pozitivna, in to tudi sprejeti. Tukaj v bistvu ni bilo sprejeto moje mnenje, tako da v bistvu so grozili tudi s tožbo. En od navedb, kaj ni bilo v redu v članku, so bili tudi odpadki, kot je profesor Toman omenil. Recimo, če omenim njihovo razlago, recimo en odstavek, ne drži, da bo PSE z relativno kratko življenjsko dobo na koncu postal problematičen odpadek, ki ne sledi načelom krožnega gospodarstva. Tudi glede ravnanja z odpadki smo dolžni ravnati odgovorno, skladno z veljavno zakonodajo. Ravnanje z odsluženimi paneli sončnih elektrarn bo potrebno nasloviti in rešiti na nivoju celotne države. Se pravi, se že prelaga odgovornost. Kot skupini HSE se zavedamo te okoljske odgovornosti in verjamemo, da lahko s proaktivnim pristopom sodelovanja z različnimi deležniki najdemo učinkovite rešitve skladno z načeli krožnega gospodarstva. Verjetno pa še pač ni znano, kaj se bo s tem zgodilo. Tudi trdijo, da PSE Družmirje ni vzorčni primer konflikta med okoljsko retoriko in dejanskim trajnostnim razvojem, ker pač v članku sem razmišljala tudi o tem, kako lahko v bistvu s tem, da neko jezero, ki je na nek način sanacija nekega degradiranega okolja, se pravi v bistvu skoraj že zaceljena rana ugreznin, ki so nastale pač z degradacijo reliefa, ti pač na jezero postaviš elektrarno in dodatno degradiraš okolje. Se pravi, namesto da bi stremel k temu, da bi okolje izboljšal, ga saniral, ga v bistvu degradiraš in poslabšaš, hkrati pa govoriš, da delaš zeleno in trajnostno. To se mi zdi en tak konflikt. Tudi recimo poudarjali so, ker pač je bilo navedeno, da Šaleška dolina ne bo imela neposrednih koristi od PSE-ja, pravijo, da to ne drži. Tudi pravijo, da tudi PSE ne bo omejila rekreativne dejavnosti, pri čemer se sploh ne strinjam, zato ker jezero kot celota lahko ponudi zelo dobro možnost za rekreacijo, za tudi potencialno razvoj turizma, s tem, ko pa prekriješ večji del njegove površine in v bistvu zato pustiš sam tale mali ribnik, pa v bistvu onemogočiš pozitiven razvoj jezera in pa tudi okolja. V bistvu v Šaleški dolini, ki je že tako in tako degradirana, vzameš tako pozitivno, zdravo razvojno možnost. Ampak a niso tako pri tako velikih industrijskih objektih bilo je včasih recimo potrebno narediti tudi različne variante oziroma študijo ranljivosti, če je ta termin ustrezen. Tukaj pa mi od začetka vidimo samo en projekt HSE, o katerem niso nikoli razpravljali ali odstopali kakorkoli. Verjetno se ni, ne vem, a so se sploh naredile kakšne variante, ker pri umeščanju pač tako velikih projektov v prostor obstaja tudi možnost, da mogoče takega projekta sploh ne umestiš v prostor, pri tem ali pa ga ne umestiš na jezero oziroma ga v Šaleški dolini umestiš na zares degradirane površine, ne pa na jezero, ki je pač bolj živo od okoliške krajine, ampak teh opcij jaz pač ne poznam, da bi bile izdelane, oziroma primarno se je govorilo tudi o goricah, potem se je pa naenkrat prešlo na jezero, ampak teh variant pač niso tehtali prebivalci ali pa pač zainteresirana javnost, ampak verjetno zgolj naročnik. Gospod Blagos, vi ste videli, da se neke raziskave delajo. Mislim, ali ste dobili kakšne rezultate, veste, kdo jih je delal, kako to izgleda, da vi opazite, da se dela nekaj na jezeru? Ja, v bistvu čuvajska služba je lani zaznala eno raziskavo, ker smo tudi pol
malo reagirali, pa je tisti HSE pol pretresel en dokument od neko, da so datumi štimali. Skratka, ker z nekimi mrežami so lovili ribe, a ne, to je pač, čuvaj mora to prijaviti, ne, kot ribolov, ne, ki je v bistvu krivolov, ne. Če ni v zadnji dokumenta, ne, pa se tisti dokument ok najdu, ne. Poročila tiste raziskave nismo nikoli dobili, ne. Gospod, ki je to raziskavo delal, je bil neki SP doktor, ki je bil nekoč zaposlen na Zavodu za ribištvo, ne. Včeraj na dan se pojavljajo govorice, da smo ribiči dali soglasje za PSE, ne. To je pač metanje jezerskega blata, zdaj sem in tja, ne. Zdaj, kdo so ti ribiči? Da najprej to čisto hitro razjasnimo, ne. Nastala je premica Ribiška družina, Zavod Republike Slovenije za ribištvo in Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Ministrstvo za naravne vire, ne. Ribiška družina je tu čisto od spodaj, ne. Zavod za ribištvo, strokovna organizacija, ki dela z ribiškimi družinami, predpisuje nam način dela, ribiško-gojitvene načrte in podobne stvari, odgovarja na strokovna vprašanja, ki jih mi tja postavimo in obratno. Skratka, imeli smo sestanek na to temo PSE-ja lani jeseni, predstavnica Zavoda za ribištvo pride k nam, naredimo sestanek, izmenjamo mnenja, nastane en zapisnik, en dopis, ki smo ga dobili, neke stvari niso štimale, komunikacija od nas je šla nazaj na Zavod za ribištvo in potem se zgodita še dva dopisa, ki seveda sta šla tudi na ministrstvo, in tistih dveh dopisov pa mi nismo več dobili spomladi in zdaj avgusta. Ko to nekako le dobimo in zdaj avgusta odreagiramo, dobimo v 2 dneh nazaj odgovor, da je postopek zaključen. Gospod direktor, VD direktorja Zavoda za ribištvo nam pove, da se naj vključimo kot stranka v postopku in to je očitno neka osnova, da smo šoštanski ribiči dali soglasje. Ne, mi ga nismo dali. Dal pozitivno mnenje je dal Zavod za ribištvo in pravi, da je dvignil roke od tega. Ministrstvo pa na to malo se vidi dokumentov, malo se ne vidi dokumentov, ki krožijo, deluje in pomika dizajn te elektrarne naprej, ne? Ker v nekih metrih oddaljenosti se pogovarjamo od obale. Čemu vse to, če sploh v bistvu mi nismo prišli do zaključka vprašanja, a je ta elektrarna smiselna ali ne? Oni pa že kar v nekih konceptih, design briefih in podobnih stvareh, ne? Skratka, ribiči nismo dali nobenega pozitivnega mnenja za to, ne? Da to pojasnimo pred javnostjo v teh dneh, ko ta informacija je zakrožila. Gre pač za tista natolcevanja, kdo bo koga, preigravanje, politični šport, kakorkoli to imenujemo. Ne? Ja, nekako se v dolini čutimo, da nas pač odločevalci zapuščajo, danes se ni nihče udeležil, dokumentacija gre mimo vas in verjetno tudi mimo drugih deležnikov v okolju. Pa morda zdaj pogledamo dejansko, kaj bi pa ta plavajoča sončna elektrarna prinesla na jezeru. Profesor dr. Toman, kaj bi nastalo iz tega živega jezera, če bi polovico površine pokrili s paneli? A sploh obstajajo dejansko raziskave, ki lahko fiksno rečejo, kaj bo, kaj pa se je že zgodilo, a je kak primer, obstaja to? Ne obstajajo, ne? Ja, Torej ne obstajajo, sploh pa tudi, če raziskave obstajajo za določena jezera, kjerkoli po svetu so ta izjemno različna med seboj. Ponekod gre za zadrževalnike, to je recimo primer vzhodne Evrope, potem gre za torej akumulacijska jezera, to je v glavnem na Kitajskem in v Koreji. In vsako jezero je specifičen organizem.
In vi ne morete, bi rekel, rezultatov določenih raziskav enostavno prenašati v druga okolja. Sploh pa ne med različnimi okolji, hidrološko, temperaturno in podobno. No, kaj je zdaj tisto, kar je za to jezero specifično, je to, da je sorazmerno majhno. In da vsaka sprememba v takem akvatoriju, v takem ekosistemu, vsaka sprememba lahko sproži spremembe v združbah, to pa govorimo od bakterijskih združb, cianobakterij, alg in pridemo seveda tudi do rib preko ličink žuželk. Torej, tega vam nihče ne bo mogel povedati, za to vprašanje, ki je bilo prej postavljeno, kdo bo pa naredil oceno vpliva. Ja, jaz mislim, da takega junaka ni. Če se bo pa podpisal, potem pa sebe zelo slabo ceni. Ali pa preveč ceni. Ker bo napisal nekaj, kar seveda ne bo veljalo. Nemogoče. Prej ste omenjali strokovnjaka, ki je nekaj o tem govoril, sem seveda po tem govorjenju ga takoj identificiral, čeprav ga ni nihče omenil. To je ena žalostna zgodba, ko se ljudje, ne vem zakaj, obrnejo tudi stran pravzaprav od tistega, kar je neka doktrina raziskovanja narave. In pri naravnih procesih ni, kako bi rekel, nekih napol izdelanih študij. Je študija ali pa je ni. In zato si ne predstavljam, kako lahko človek, ki je šolan, intelektualec, res da energetik, govori o tem, da pravzaprav nobenih vplivov na fizikalno-kemijsko strukturo vode v jezeru ne more biti. Ne vem, mi ni jasno. Ko zdrava kmečka pamet vam lahko pove, da se mora nekaj spremeniti. Glejte, kolega je prej povedal, ne, z vidika svetlobe. Ne? Ampak to ne gre samo za ribe z vidika svetlobe. Poglejte, svetloba je tista, ki nam daje hrano, svetloba je tista, zaradi katere imamo kisik v zraku, svetloba je tista, ki zagotavlja fotosintezo in tako naprej. In v jezeru je izjemnega pomena nastanek kisika. Kisik v vodo slabo difundira iz zraka. Tudi premalo ga imamo v zraku, ne? Zato nastaja v jezerskih ekosistemih. In če boste prekrili, v temi pa ne nastaja. So pa določeni organizmi v jezeri, ki imajo pa bolj radi temo. In veste, kdo so to? To so te cianobakterije, o katerih zadnje tedne lahko veliko slišite. To so najstarejši organizmi na Zemlji, preko 3,5 milijarde let. In so se prilagodile. Mi smo pa od včeraj, poslušajte, one so pa 3,5 milijarde let tukaj, ne? In te so tako sposobne se prilagoditi, da nam bojo lahko tudi škodovale. Jaz prav nič ne strašim. Škodovale. To je ena stvar zgodbe. Mi bomo v celoti, pa tudi če sem prav seznanjen, 50% površine ne bi bilo pokrite. Nekaj podobnega. Do 50, ja. No, 3/4. In to v osrednjem delu, kjer je tudi največja globina, kjer je največji vodni stolpec, kjer je najbolj strukturirana združba od alg, živali, rib in tako dalje, strukturirana po vertikali in po horizontali. Poglejte, Blejsko jezero večina od vas pozna. Jaz sem tam zraven, ne, ga poznam zelo. In Blejsko jezero ni enotna luknja, ampak ima dva bazena, ki sta si biološko, ekološko med seboj tako zelo različna, da so popolnoma drugi organizmi celo v vzhodni in zahodni kotanji. A zdaj boste pa tukaj, pa ne bo vpliva. Ko boste en del pokrili, drug del bo pa odprt. Jaz, poslušajte, 45 let bo, no, ko sem se z vodami začel ukvarjati in ne upam nič vam povedati, kaj se bo spremenilo. Kdo bo pa zdaj tam postal ta glavni? Lahko da bo postal nekdo, ki ga vi ne nočete, ki ga krajani nočijo, ki bo vplival na kvaliteto voda površinskih in podzemnih voda in tako dalje. To so vse možnosti. In zakaj pri varstvu okolja danes velja princip previdnosti? Zato, ker ne poznamo nevarnosti. Zato velja princip previdnosti. Da določene stvari niti ne poskušamo, ker poti nazaj potem ni.
Če torej predlagatelji tega projekta Ja. civilni javnosti vendarle predstavijo študijo vplivov, ki bo po vsej verjetnosti pritrdilna, torej da nevarnosti ni, iz tega, kar govorite, tej študiji ne gre zaupati, ne glede na to, kdo Ja. jo izvede. Tudi če bom videl, kdo jo je naredil, ne, bom se prvo vprašal, na osnovi katerih raziskav. Mi zadnje take zaresne raziskave Družmirskega jezera, ki jih dobite na Arsovi spletni strani, so z leta 17, to je 10 let od tega, ne? Poglejte, kakšna evolucija v jezeru se je zgodila v parih letih po njegovem nastanku in ta se nadaljuje. Mi nimamo dejanskega stanja, kako boste naredili? Posplošeno napisati, kaj se dogaja, ne? Posplošeno pa ne bo veljalo za Družmirsko jezero, ampak za splošno za vodna okolja. To pa jaz zdaj lahko napišem, kaj se bo zgodilo. Ampak to ni moj namen, ne? Kar me pa seveda pa vse te stvari zelo moti in bega in skrbi, so pa odgovori, kako bo poskrbljeno pa za tisto, kar bo tam gor plavalo. Razumete, ne? In kaj to, kar je ravno prej, torej kaj je rekla, ne? Poskrbljeno bo, poslušajte, tako, da bodo naslavljali primerne inštitucije, ki bodo poskrbele za rešitve. Kaj to pomeni? Koga ste včasih naslavljali? Gospoda župnika, gospoda profesorja, gospoda učitelja. Danes pa kar naslavljamo nekoga, ki sploh ne vemo, kdo to je. In kaj bo ta naredil? In pravi celo, ne vem, če je rekla, da bo s tem poskrbljeno za tako imenovan nacionalni in investicijski, mislim, tega pa sploh nisem mogel razumeti, interes. Kakšen nacionalni interes? Bo torej primer Družminsko jezero. Kaj to sploh je? No, torej, cel kup skrbi. Prva skrb je pa to, da boste vedeli, ne, da vsak vodni ekosistem se zelo hitro revitalizira. Nikoli pa v smer, ali pa zelo redko, ki si jo mi želimo. Ampak v tisto, kot se on lahko. Da pa človek vpliva na to revitalizacijo na različne načine, pa vemo. In ko ste vprašali, ali bodo ti lahko napisali, so vplivi, ni vplivov, bojim se, da ne. In tudi, če napišejo, da vplivov ni, takih primerov v Sloveniji imamo kar nekaj, ne? Ne vem, kaj je v ozadju. Bojim se pa, da so lahko tudi kakšni pogovori, za katere tudi vi ne boste vedeli, da so kakšni klici. Mislim, meni je to danes evidentno, da manjkajo vsi predstavniki vseh inštitucij, od narave, okolja, ministrstva in tako dalje. Ja, dajte se vprašati, zakaj. To je, boljšega odgovora nimate, kaj se bo zgodilo. Vsi se nekako odmikajo. Lahko pa, da vaš primer sploh ni tako pomemben. To je pa druga zgodba, kar je pa še bolj nevarna. Ja. Toliko mogoče v tem. Hvala lepa. Govorili smo zdaj o vplivu na vodo, pač na jezero samo. Ja, pa na okolje, mislim, ja. Ja, sej mogoče Kaja, tudi ni samo plavajoča sončna elektrarna na jezeru, ne? To je tudi vizualna podoba, ki se spremeni celotne krajine. Potem spremeni se vloga, ki jo dobi jezero, ne? Možnost za rekreacijo in druge stvari. Kako krajinski arhitekti ta vidik pogledate? Jaz mislim najprej, da je treba to jezero gledati kot celoto, se pravi ne zgolj to jezero, ampak celotno Šaleško dolino. Na to se to jezero poveže funkcionalno, vizualno, iz uporabniškega vidika še ostalimi dvema jezeroma in dobimo trojezerje, kakor je že Tina omenila. In na tak način potem razvijamo celotno Šaleško dolino in ji nudimo pač zdrav, dejansko zelen razvoj. Zato, ker ko bomo neko površino tako veliko prekrili z paneli, bomo dejansko neko naravi vračajoče se krajino vrnili v industrijske vode oziroma jo dali v industrijske vode, se pravi odvzeli tistemu trojezerju, se pravi bo jezero postalo del energetske točke, ne del sanirane ali pa sanaciji
usmerjanja Šaleške doline. Zagotovo ne bo prijeten sprehod s pogledom na črno površino namesto na naravno modrikasto zeleno. Kar jaz skozi poudarjam, pa se mi zdi zelo pomembno, v Šoštanju skoraj kamorkoli stopiš, vidiš dimnike. Če pa se sprehodiš tule po tem južni potki, imaš pa edino panoramo, ki gleda proti hribom in od tam ti ne vidiš industrije in po mojem se malo sprostiš. No, zdaj bo pa še ta veduta zakrita z industrijskimi objekti. Poleg tega, namesto da bi celovito razvijali dolino na nek rekreacijski način, bliže turizmu, bomo se pravi 2 jezeri, eno bo itak obdano z avtocesto, drugo zelo turistično razvito, tretje pa industrijsko, v bistvu na koncu neke take zelene oaze tudi ne bo. Jaz mislim, da je treba temeljiti k temu, da je razvoj Šaleške doline pač usmerjen k dobremu, zdravemu izkoriščanju vseh 3 jezer, brez kakršnih koli industrijskih dodatkov na jezerih. In s tem se po mojem dolini tudi omogoča nek zdrav razvoj v eno drugo smer, ne pa v še hujšo industrializacijo, ki je sedaj. Se pravi, bi tudi ta darila, kakor jih je poimenoval profesor Toman, se pravi urejanje brežine, kolesarske, sprehajalne poti, plaža in tako naprej, kar bi Šoštanj dobil v zameno za površino jezera, bi ta darila povsem izgubila vrednost. Tak in tak je treba urediti okolico. To sploh ni dvoma, se pravi, to je nastalo z ugrezanjem zaradi rudarjenja in je treba pač posledično, se pravi, brežine sanirati, jih urediti človeku prijazno. Voda je pa tako kot nekakšna odškodnina za pogreznjene vasi in se naj pusti sproščanju prebivalcem rekreaciji in ne sme se pogojevati, vi boste dobili ureditev pod pogojem, da vam bomo industrializirali vodo. To ni opravičilo. Ravno to še vprašanje, Natalija, tebi. Koliko vidiš, da je PSE dejansko projekt, ki v čemerkoli služi skupnosti, ali gre zgolj za projekt, ki bo služil energetskim podjetjem, medtem ko bomo Šoštanjčani ponovno, kot si že prej omenila, nosili breme vsega tega? Pač jaz osebno ne vidim nobene dobrobiti za to okolje, za prebivalce Šoštanja. Zato je moj odločen ne proti PSE-ju. Pravzaprav sem se prav trudila ugotoviti, kaj to je, uporabljala ChatGPT in tako naprej. In od vsega, kar sem ugotovila, je, da je pač najbrž od 5 do 15% boljši izkoristek teh sončnih panelov na gladini vode. In to je edini podatek, ki bi nekako zagovarja ta projekt, ampak vse ostalo tukaj v ceno ni, ki jo izkazujejo, ekonomsko ceno nikakor ni vključeno, izguba biodiverzitete oziroma spremembe, uporaba vodne površine in podobnih parametrov, pač jaz ne vidim prednosti. Slišali smo zelo veliko argumentov proti plavajoči sončni elektrarni danes. Radi bi dali besedo tudi vam in kakršnakoli vprašanja imate, lahko jih naslovite. Nas pa zanima, za kakšno ceno se vam bi zdelo sprejemljivo, da bi to degradirano območje, ki počasi okreva, spet obremenili z industrijskim projektom, namesto da bi ga vrnili ljudem in naravi. Nobeno darilo vas ne bi prepričalo. Smem, Bom stopil kar naprej. Prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem Drago Bobnič, sem sicer prišlek, 11 let sem že vas vso krajan, bolj poznate mojo soprogo Emo Zapušek, začetnico orgelskega izobraževanja v Sloveniji.
tudi v stranki Glas upokojencev, ki smo jo ustanovili 24. maja lani v Šoštanju, sem predsednik tega društva, tako tudi velenjske organizacije. Strogo podpiramo, strogi ne temu projektu. Zakaj? Zaradi tega, ker ne prinaša nobene pozitivne lastnosti. To se pravi, jaz sem bil v oddaji Tema dneva na Novi 24 v mesecu maju in sem to problematiko sprožil, kar se tiče PSE. In sem tam povedal, da to ne prinaša nobenih delovnih mest, da prinaša samo uničenje pač teh živalskih vrst in vse to, kar je bilo zdaj tu povedano, da nam to našteval. Skratka, stranka Glas upokojencev strogo podpira, strogi ne temu projektu. Okay. Imate še kako vprašanje? Ja. Imate še kako vprašanje za naše goste? Ja, jaz bi vprašal vas, če kdo ve za kak pozitiven vidik tega projekta. Ga ima kdo? Ga ni. Ne, Naceto mikrofon. To se pravi, da je smiselno, da takoj zahtevamo referendumsko vprašanje glede tega, če se strinjate. Ja. Hvala. Hvala. Naceto, mogoče pa res, veš, ker je glih kamera za občinstvo, je glih tle. Moram sem stopiti, zdravo, moje ime je Nace Sedlinšek, sem že enkrat povedal, da sem čisto en navaden državljan. Edina pozitivna lastnost sončnih celic na splošno je to, da ko enkrat obratujejo, ne proizvaja CO2. To je edina stvar, drugo je pa polno enih negativnih lastnosti, ko jih ima. Zdaj pa, jaz nimam toliko, se upravičujem, jaz nimam toliko za vaš tole okroglo mizo vprašanje, jaz bi sam pač se ene druge stvari tule loto. To je pač, tule smo zdaj glede, kaka bo škoda jezero. Kaj se bo zgodilo, ko bo sončna elektrarna, tamle je gospodična povedala, da je brala gor, da ima kao na vodah 15% več, a sem prav razumel prej, 15% več možnosti, da pridobiva električno energijo. Sončne celice imajo v Evropi, Slovenija je totalno neprimerna za sončne celice, zaradi tega, ker če še kdo ni ugotovil, imamo 8 ur svetlobe po zimi, a ne? In sončne celice imajo v najboljšem primeru v Sloveniji imajo 20% učinkovitost. To učinkovitost zračunajo na tak način, koliko bi to bilo elektrike, če bi to 24 ur na dan delovalo. Tule mislijo postaviti 140 megavatno, če imam pa prave podatke, skozi neki spreminjajo, 140 megavatno sončno elektrarno in če mi to delimo z 20, kaj to pomeni? To je 20% od tega, je povprečna proizvodnja pol. In Slovenija ima načrt, jaz se ne bi samo osredotočil tule, mi moramo biti proti tem zelenim neumnostim na splošno, zaradi tega, ker ima Slovenija načrt, da bi mi to popolnoma zamenjali TEŠ in druge objekte za sončno energijo, pa za vetrnice, ko je totalno nesiguren način pridobivanja energije. To je bil zelo kot en primer, če je kdo spremljal tam okoli junija v Španiji, ko je celo državo ven vrglo, pa Portugalsko, pa še jug Francije ven. Pa so kao, da je bil to nek ekstra naravni pojav, da je to bil. Ampak največja slabost teh sončnih elektrarn, pa vetrnic, pa teh stvari je to, da ko enkrat neha proizvajati energijo, je nenadni padec proizvodnje. Mi imamo pa cel sistem sestavljen iz tega, da je proizvodnja enaka potrošnji. To mora biti. Na vsaki, če se zdaj malo vrnemo v osnovno šolo, na vsaki električni napravi, ko jo imamo mi doma, vas vabim, da si v zadnji pogledate, piše 230 voltov, 50 hercov. In ta 50 hercov številka je, jaz se upravičujem, da vas zelo z matematiko tule vas smatram, ampak to je ful pomembno. Zaradi tega govorijo, da mreža ni dovolj dobra, da zdrži sploh te stvari. Zaradi tega, ker vse električne naprave, cela civilizacija je sestavljena na tem. Američani imajo 60, mi imamo 50, ok. Se pravi, Nace, ključno sporočilo, v resnici, ne samo PSE na jezero, ampak nasploh tehnologija sončnih celic kot nadomestilo za aktualne energetske vire. In to moramo totalno biti nasplošno proti, ne samo v Šoštanju, ampak nasplošno v Sloveniji. Sončne celice so mogoče primerne za doma, da se kdo malo vodo greje, pa to
med poletjo, ko malo bolj proizvaja. Druga pa absolutno ničesar ni od tega. Krasno, hvala lepa za mnenje. Da okoljske škode sploh ne omenjamo. Dr. Franc Žerdin, vi pa ste v kadru, če želite, izvolite pred občinstvo. Sedim lahko. Lahko. Ja. Namreč tukaj imamo kamero za občinstvo, Nace ni bil pokrit, vi pa ste. Izvolite, prosim. Prav lepo se zahvaljujem za povabilo. Jaz bi tudi prišel na ta posvet oziroma na srečanje, tudi če me ne bi Kaja še posebej poklicala. Zdaj rekel bi takole, meni je žal, da je skupna seja svetov izpadla tako, kot je izpadla. Velenjski svetniki smo praktično soglasno podprli in zahtevali, da se 11. člen izloči iz zakona in da se plavajoča elektrarna, sončna elektrarna ne zgradi na Rožmetskem jezeru, pa tudi na nobenem drugem jezeru ne. Tu nismo s Šoštanjem prišli popolnoma skupaj in jaz mislim, da je pri tej zadevi politično pripadnost potrebno izključiti. Ni važno, ali si član te ali une ali nobene stranke. Vsi, ki smo odločevalci, pa smo to odločevalci po svoje, čisto vsi prebivalci te naše Šaleške doline, moramo biti poenoteni in misliti približno enako glede strateških projektov. Jaz se spomnim, zato mi je žal, da ni ministra, ki je naš krajan. Zato mi je žal, da ni nobenega direktorja, ki so vsi tule iz doline. Mislim premogovnik in mislim termoelektrarno Šoštanj. Pravzaprav, če njih ne bomo dobili na svojo stran, potem bomo zadevo zelo težko speljali. Drugo, kar bi rekel, jaz se spomnim tistih let, ko sem bil še direktor premogovnika, pa smo govorili o odpiranju jame Šoštanj. Zelo, zelo hudo je bilo hoditi na zbore krajanov, pa jim razlagati, kakšne so posledice. Podrle se bodo te in te hiše, ugreznine bo tu in tu in tako naprej. In ljudje so se poenotili in so bili proti temu projektu. Pa smo se odločevalci takrat poenotili in župani, in direktorji, in socialistična zveza in ne vem, kaj vse je še takrat bilo. In smo prišli do sklepa, da bomo od države zahtevali, da se jama Šoštanj ne odpira. Da Šoštanj ostane tako, kot je, Metleče take, kot so, Topolščica taka, kot je, in da tu ne dovolimo. Ampak je bilo to poenotenje ključno. Poenoteno je bilo ključno, je bilo poenoteno, drugače ne bi uspeli. In mi smo tu pustili noter skoraj 100 milijonov ton premoga, ki bo za vse večne čase ostal neodkopan, vendar smo ohranili to, kar smo ohranili. Drugo je bilo okoli izgradnje čistilnih naprav v Tešu. Nobene podpore nismo imeli na državnem nivoju, da je pa tu treba zgraditi čistilne naprave. Pa smo jih zdrli zelo veliko muko, zopet zelo, zelo poenoteni. Nažalost, zdaj, ko čistilne naprave imamo pa zakon o tem, da so elektrarno v toplarno spremenili. In zdaj že 4 mesece ljudje iz Teša hodijo v službo sedeti, 300 ljudi nima kaj delati, ker ni nobene proizvodnje in zdaj so zaustavili proizvodnjo v premogovniku Velenje, delajo samo na eni izmeni, ker ni kam premoga več odlagati na deponiji. Istočasno smo pa uvozili, pa morali uvoziti iz Indonezije 250 tisoč ton premoga. Pardon, mislim, glede na to, da ste sami načeli to temo, se pravi pomena poenotenja,
politike doline, a ne in tukajšnjih institucij, oprostite, vas bom izvala kot mestnega svetnika, kako po vašem mnenju poenotiti Velenje in Šoštanj, združiti Šaleško dolino za skupen interes vseh prebivalcev in narave Šaleške doline, ne Velenja, ne Šoštanja. Glejte, ko smo mi razpravljali o tem, kako glasovati, smo rekli, ne glasujemo o Škalskem jezeru, ne glasujemo o Velenskem, ne glasujemo o Družmirskem. Glasujemo o 3 jezerih v Šaleški dolini, ki predstavljajo neko celoto, kjer je potrebno realizirati neke programe, ki bodo neko dodano vrednost tej regiji dali. Mi smo zaračunali, da je možno tu dobiti najmanj 300 delovnih mest na takih in drugačnih programih, ki jih Kaja tudi navajala, pa tudi drugih ste jih navajali, jaz tudi že. In v sončni elektrarni ne vidimo pa niti enega delovnega mesta, niti enega ne, pa še vode najbolj iz Ljubljane, ne od tukaj. In to nima smisla pristajati na take zadeve in meni je zelo žal, da sta župana Šoštanja pa Velenja različnih političnih strank. Zaradi mene sta lahko ne vem kaj, ampak morata gledati za razvoj Šaleške doline in pustiti politiko na stran. Torej mislite, da je politična igra pravzaprav na nacionalnem nivoju tista, ki onemogoča konsens šaleške lokalne politike? Kaj jaz vem, jaz bi rekel, na nacionalnem nivoju je mogoče ministrova, ker je bil v GEN-I-ju zaposlen in tu gre pravzaprav za boj energetskega lobija, ki se imenuje sončne elektrarne pa vetrne elektrarne, ker na ta konto se da zelo dobro zaslužiti. Zaslužijo posamezniki, zaslužijo trgovci z električno energijo in tu je samo tu odzadaj, to je odzadaj. In če bi se tile znali upreti in tako kot se recimo danes mi poenoteno skušamo upreti, potem jaz mislim, da ta projekt ne bi bil aktualen in da ne bo aktualen, če bomo znali to narediti. Ne smemo to dovoliti. Hvala lepa. Hvala. Izvoli. Jaz bi vseeno rekla, da en vpliv plavajoče sončne elektrarne pa je pri poenotenju. Zdi se nam danes, da so nam vsi politiki, tako lokalni kot na državni ravni, obrnili hrbet. Obrnili hrbet prebivalcem, ki tukaj živimo in bomo s posledicami takega projekta tudi v prihodnje živeli. Bi pa pri tem se obrnila še enkrat na vas, dr. Toman, vi ste omenili tudi bi rekli, neodvisnost oziroma neprofesionalnost inštitucij. Ne vem, vi boste razložili, kako boste to mislili, ki so pa obrnili hrbet naravi oziroma svojemu poslanstvu. Recimo, mi smo želeli zastaviti predstavnikov Ministrstva za naravne vire, kako je mogoče, da so sprejeli 97. člen Zakona o vodah, ki smo ga na referendumu, vsi se spomnite, zelo zavrnili in omogočili to izjemo, da se na teh naših šaleških jezerih vendarle postavijo plavajoče sončne elektrarne. Torej, da se uskruni na nek način ta vodna telesa, kar smo mi v zakonu in na referendumu vsi prebivalci tako rekoč s plebiscitarno večino zavrnili. Ja, torej samostojnost inštitucij. Najprej je treba vedeti, da pod inštitucijo razumemo zelo različne stvari. Na eni strani so inštituti kot taki, kjer imate raziskovalce, ki se v glavnem ukvarjajo z raziskavami, takimi in drugačnimi, evropskimi in drugimi projekti in je to njihovo preživetje. Potem je tip inštitucij, je pravzaprav univerza, je zelo pomembna inštitucija, ki je absolutno neodvisna in mora biti neodvisna in še vedno je, to si upam trditi. Potem so posamezni privatni inštituti, v katerih seveda spet lahko delujejo ljudje, ki imajo nek občutek, kaj je prav in kaj ni. Potem so pa samostojni
če se temu lahko tako reče, raziskovalci, tudi podjetniki jih lahko imenujemo, ki pa pravzaprav iščejo svojo pozicijo na tržišču. Tržišče je pa zelo raznoliko in v to tržišče sodijo tudi ocene vplivov na okolje. In ocene vplivov na okolje so lahko pomembne z določenega vidika, niso pa to relevantne študije, niso nujno relevantne študije, ker so večinoma pri njih lahko pride do pomankanja podatkov. Na to sem opozarjal, podatkov. In mi tudi tukaj nimamo veliko podatkov, kaj se s samim jezerom dejansko dogaja, pa tudi z okolico. In jezero in njegovo pojezerje sta enotni prostor, eno na drugo vpliva. Tako prispevno območje pojezerja tukaj le okrog, ki je bolj kot ne industrijsko in urbano, kmetijstvo je po moje že zelo malo, ne? In pa seveda jezero vpliva na to. In kdo vam bo zdaj naredil relevantno oceno enega in drugega vpliva, če nimamo dejansko dovolj podatkov? Kaj pa te inštitucije, ki so recimo organi v sestavu, kot so Zavodi za naravo, Zavodi za vode, ARSO, Zavod za ribištvo, a tudi nimajo podatkov? Podatke pridobivajo tudi sami. Bil sem več let, dolga leta, mislim, da več kot 10 let, tudi v svetu Zavoda za naravno dediščino. Zavod za naravno dediščino z, bi rekel, svojim centrom v Ljubljani ima posamezne enote, ki naj bi bolje poznale stanje v svojem okolju. In tukaj imate enoto v Celju. In ta enota v Celju, kaj to pomeni, da je podhranjena? Ne? To se pravi, da ljudi danes niso več mogli dobiti za 6 zvečer, ki bi prišli v Šoštanj. To podhranjenost seveda jaz ne razumem in ni vedno. Pri podhranjenosti je pomembno, da ti prepoznaš, kateri projekt je pa tisti, ki mu moraš dati prednost. In če ne more biti projekt, ki se tiče lokalne, bi rekel, skupnosti, pod neko enoto, ki se imenuje območna enota varstva narave Celje, kjer poznam tako rekoč vse ljudi, ki so tam zaposleni, naše študente, vse po vrsti, ne morajo takega primera vzeti kot sekundarnega primera, ampak kot primarnega, prvotnega. Razumem, da ni ministra, verjamem, da ima polno obveznosti, da pa ni ministra, ki verjetno tudi še kdaj prespi v Šoštanju, tega pa sploh ne morem razumeti. In to je tisto, kar mene bega v tej, bi rekel, državi, družbi, ki jo imamo, kjer je preveč nekih individualnih interesov. In potem reševanja primerov, ki so, kot sem vam prej povedal, niste očitno dovolj pomembni pri tej stvari varstva okolja, ali karkoli bi se to imenovali, varstvo tega jezera, in ste nekako padli v kolesje tega kapitalskega razmišljanja. Družbeno-ekonomskega razmišljanja, ki je pa vse prepogosto. Zelo malo, kar nas bo teplo v prihodnje, je pa tistega, kar je vezano na naravo. Leto sem tudi, tako kot vsako leto, spoznaval ljudi, ki so prišli v Slovenijo. Mnogi prvič. Nihče ne govori o tem, kako smo industrijska dežela, kakšne urejene hiše imamo in podobne zadeve. Ljudje so se usedeli na vrt, ker v življenju še ni sedel pod jablano, da je videl jabolko. So gledali gozd, 2 dni so gledali v gozd. Tukaj bodo prišli, bodo gledali v jezero. Mislite, da bo njih zanimal panel? Niti podrazno ne. Torej ne boste našli tudi tistih ljudi, ki bi lahko prišli sem. To so stvari, ki jih moramo kot država, kot družba počasi razumeti. Da se svet razvija v povsem drugo smer. A se to reče zelena prenova ali kaj, ne vem. Vedno sem govoril, da za vodne okolja zelena paradigma niti podrazno ne pride v poštev, ker to pomeni cvetenje jezera, ker pa vsi vemo, da pa ni dobro. Ne?
Torej, kaj je zeleno potem? Ne? Zeleno, ki te ljubi in zeleno. Sploh ne vem, odkot je ta ideja o zeleni paradigmi prišla. Ampak pustimo. Torej, to so vprašanja, ki jih pa morajo razrešiti tovrstne inštitucije, ki ste jih vi omenila, na nivoju države, ministrstev, direkcij, svetov, pomočnikov. Sam sem član sveta za vode, ministrstva za naravne vire in prostor. Poglejte, 2-krat na leto smo se letos sestali. Če vsak govori, jaz imam itak težave z govorenjem, hočem povedati, da mi malo čas uide, potem se nič ne dogovorimo. Ne? In to oblikovanje takih svetov je včasih dvorezen meč. Bolje, da nas ne bi bilo. Me razumete, ne? To se pravi, nič ne prispevamo k temu. Ker tudi različne stroke, različno razmišljanje. Ko je gospod direktor premogovnika govoril o poenotenju. V strokah je to največji problem. Poenotenja. Še danes. In tudi na ministrstvu, poslušajte, tam so sektori. Sektori so med sabo, po slovensko rečeno, tudi skregani, ne? In so ljudje, ki se med sabo ne pogovarjajo in potem niti problema kot celote ne vidijo. To so osnovni problemi. Kar se pa tiče slovenskih inštitucij, raziskovalnih, pa mi ne rabimo nobenih avstrijskih ali pa italijanskih raziskovalnih inštitucij, ki bi nam delali analize pa pametili, kaj je treba narediti. Mi smo samozadostni glede znanja. Sam nihče nas ne posluša. To je osnovni problem. In drugi problem je pa, veste kater? Je pa ta, da večina mojih kolegov je zadovoljna v inštitucijah in ne gre med ljudi. Ampak poslušajte, družbeno koristno delo univerzitetnega profesorja se ne konča v predavalnici. Se mora nadaljevati v takih omizjih, kot je to. Zato je moje delo lahko kvalitetno in dobrobit družbi, ki je omogočila, da sem jaz sploh postal, bi rekel to, kar sem postal. Me razumete? To tudi pogrešam. Torej, ne samo na eni strani državo s političnimi raznimi inštitucijami, ampak tudi strokovnjake, ki bi preprosto na nek način se približali ljudem in povedali, kaj si mislijo. Zakaj jih pa ni? Pa ne bom zdaj povedal. Ne? Nam večkrat rečejo v resnici, ki jih vabimo, ne, se bojimo povračilnih ukrepov naših nadrejenih, se bojimo, da nas bodo kolegi demantirali in tako naprej. Zdaj vas bom pa vprašala, oprostite, ne, veliko govorite, ne, stvari, ki niso najbolj všečne za lastnike kapitala, za nosilce moči, pa ste prav dobro zgledate. Ja, hočem povedati, mi niso nič tepali. Vse preživi, ne, tudi če se kdaj oglasi. Nič mi niso tepali, pravzaprav sem imel odprta vrata vedno in posod, čeprav so vedeli, da ne bom tiho in še danes nisem. Povem tisto, kar se mislim, kmečka pamet se mi zdi, da nažalost zginja iz tega našega ferajna, ne? In to je ena od zelo pomembnih stvari. To zgubljamo in se ne znamo tudi med seboj uskladiti. Poglejte, mi se moramo kakovostno začeti prepirati. Ne? Kakovostno začeti prepirati in razpravljati. Mi pa, kot se reče temu po francosko, debatiramo. To pa pomeni, se vojskujemo. To je beseda francoska, ki pomeni debat. Torej, se vojskujemo, nekdo mora zmagati. In to je problem. Tukaj pa ni torej zmagovalca. Če se znajo ljudje med seboj dogovoriti in bo tudi vsak rekel, sej mogoče so pa njegovi argumenti tudi še kaj dobri. Ampak, če nimate ljudi, ki bi vam svoje argumente povedali, potem je to tako kot zdajle, ne? Se v glavnem prepričujemo se prepričani, sem hotel povedati, ker že vsi približno vemo, v katero smer gre in sploh nasprotnega argumenta ne poznamo, morda nekaj tistih, ki so bili napisani ali povedani. Tretja zgodba, ki pa v tej državi slabo funkcionira, so pa mediji. Ne vem, koliko jih je tukaj, so pa mediji. Ker dejansko ne prepoznajo relevantnih zgodb in jih povejo. Poglejte, gospa Helga ima 1000 poslušalcev. Koliko pa mislite, da jih imam jaz na TV-ju, ali pa vi, ali pa nekdo drug, ki bo nekaj povedal o Družmirskem jezeru?
Ne? No to je pa tretja zgodba in tretja rak rana te države. Ne? Hvala. 3 roke imamo v občinstvu, hvala vam. Čakaj, moram ustati, da se me vidi. Prosim, ja, prosim. Jaz sem Damjan, prihajam z inštituta Revivo, mi se ukvarjamo z vodnimi telesi, celinskimi, predvsem z rekami. Ampak oglasil sem se pa zato, ker prej smo v ekonomiji govorili, zunaj imajo, kako se reče, profesor Tomanek, ekološke ekonomiste, ki znajo zračunati posegi na rekah, gospodarsko izkoriščanje, ima 2,5 kratnik boljši rezultat, če se losamo, da moramo reči, nekih malih hidroelektrarn ali pa neumnih pregrad, pa pol pustimo revitalizirati prostore. Ampak seveda, tle ni kratkoročnega ekonomskega kruha, tle treba na delež gledati. Tako da ta mogoče misel, seveda vlada tudi tukaj, prej ste turizem pa to omenjali, je pa, jaz se ukvarjam z družboslovnim vidikom ekologije, ker nisem biolog, pa mi je tako zanimiv, Blazanč, eno kolegico iz, mislim, da iz Finske, poslušati, pa je rekla, v resnici mi težko prepričamo ljudi, da si bojo premislili. Mi recimo, ne vem, gospoda ali pa doktor Rošarja, težko gremo pa rečemo, Jano, zdaj poslušti mene, ti imam jaz nekaj zapovedati. Težko bo poslušal, je rekel, mi jih moramo prisiliti. Pa bo šlo počas. Ampak ena od cilj je tudi ta, da prejšnjega ministra za naravo, pa tega zdaj direktorja vseh ministrstv, ki sta oba iz polja energetike, to smo mi zvolili. Demokracijo moramo mi kle med nami začeti. Jaz sem ful vesel, da vas je toliko, mi tega še nismo uspeli v našem koncu spela, da bi toliko ljudi prišlo na eno tako debato. Kar samo dokazuje, kako zaskrbljujoča je ta tema za civilno prebivalstvo. Ja, in etiko, ki jo mi iščemo, recimo, ali pa to, da mi rečemo, mi kle živimo, dajmo drugače, dajte vi drugače, To zrelo demokracijo je treba prevzgojiti. To Finci recimo poznajo, jaz pač tok model poznam, ker sem veliko gor hodil. In moje vprašanje, verjetno kaj za vas je, a obstaja vzvod moči, s katerim ustavite to norijo, če tako malo rečem. Če obstaja vzvod moči, torej pravna pot ali pa ne vem, kakšna druga, ki ste jo proučevali, da se ustavi v tej točki, pa da se reče, ok, vse ustavili smo za enkrat. Mokrice recimo so šli tako čez, da je sodišče na koncu rekli, ne tega ne boste delali, vsaj za enkrat. Hvala za vprašanje. Prosim, če mikrofon podate naprej. Kaja, izvoli. Sam trenutek še prosim, da lahko odgovori na vprašanje. Takoj vam bomo dali besedo, ja. Jaz sem pa to vprašanje ravno hotela na dr. Tomana nasloviti. A obstaja, kaj bi bil vaš nasvet nam, da lahko dejansko ustavimo en tak projekt? Ker smo pač neslišani, mi smo hoteli danes vprašati par stvari, ampak pač ne dobimo odgovorov. Takoj bomo. Mikrofon, prosim, dr. Toman. Jaz sem pričakoval, da bo v tej naši druščini letošnja nagrajenka, torej Andreja Slamrškova, ki se ukvarja z proučevanjem in raziskovanjem rib Slovenije. Najbrž jo kdo pozna. Ja, je že bila naša gostja. In je ustavila nadaljnjo gradnjo hidroelektrarne Mokrice, to, kar je kolega zdajle ravno kar povedal, Damjan, ne? Torej ustavila s pravnimi momenti. To je ta vzvod, ki ga je omenil. In vi nujno rabite okoljskega pravnika, ki se bo spravil v te dokumente, ki jih je predstavil HSE. Samo to je možna rešitev, kaj ti drugače s poslušanjem oziroma z prepričevanjem nažalost ne pridete do konca. Torej morate najti nek člen ali karkoli, tako kot je bilo pri Mokricah, kjer je šlo za prevlado, mislim, da poenostavim, naravnega interesa nad družbenim interesom. Nad gospodarskim, to sem hotel, ali pa v tem primeru energetskim, ne bi rekel.
Vidite, to je zdaj vaša naloga, da se poglobite. To je pravzaprav edini vzvod, ki tule še pride v poštev. Imamo junaka, junakinjo med nami. No, fajn, naravni torej interes prevlada nad gospodarskim interesom države. Ker vi ga ne boste imeli gospodarskega interesa, ne? Ampak gospodarskim interesom države. Tako so se ustavile Mokrice. Fajn bi bilo, da če imate tega predstavnika, predstavnico, da zelo jasno pogleda ugovore, potem je pa sodišče reklo, ustavimo, ne glede na to, koliko denarja je Evropska unija že plačala. Ne? In tudi projekt, ne na zadnje C0, v Ljubljani se je ustavil na podobno zadevšno, samo s pravnimi sredstvi. Ne? Nas ni nihče poslušal, poslušal je samo 1-urno zaslišanje v parlamentu. Ene 2/3 jih je zaspali, ostali skoraj niso nič razumeli, kaj sem hotel povedati, in to je bilo to. Torej, ni to možno, ne, prepričati najvišjega telesa. Vi morate z pravnimi, tako kot vse, dopovedati, in to je od nekdaj. Ne. Zdaj, kdo se bo v to torej pravo, okoljsko pravo, po domače povedano, spustil, to morate pa najti enega primernega. Če ne pri vas, pa kje druge. Tako, in ga iščemo, če je v občinstvu ali pa v spletnem občinstvu vabljenja, ne, da se javijo Šaleškemu ekogibanju. Hvala. Pa še en vidik, ko ga še nismo izpostavili, a ne? Dober večer vsem skupaj. Tisti, ki me ne poznate, sem Niko Vivot, predsednik ribiške družine Velenje. Sem član komisije za naravovarstvo in ekologijo pri Ribiški zvezi Slovenije. Po profesiji sem pa drugač magister inženir energetike. Pardon, prosim, sem mikrofon pod brado, da vas bomo bolj slišali. Hvala. Nisem ravno navajen govoriti v mikrofon, pri svojimi ribiči ponavadi govorim vedno kar na glas. Seveda, noben ribič se s tem projektom ne more strinjati. Ne? Jaz kot ribič me prav boli, ko vidim, kaj se dogaja tu v naši soseščini. Tudi Ribiška zveza Slovenije odločno nasprotuje temu projektu. Žal, Ribiška zveza Slovenije je organ, bi rekel, brez tiger brez zob. Nas ne upoštevajo še pri marsikakšni manj pomembni zadevi. Včasih sem prav jezen, ko vidim, kaj recimo doseže DOPS. Oni so veliko uspešnejši od nas. Tako da tu je en velik problem. Druga velika oziroma največja institucija ribištva v Sloveniji je Zavod za ribištvo. To je najvišji organ v Sloveniji, ki bi moral skrbeti za ribištvo, pa bom rekel, zelo slabo skrbi. Zakaj? Tam je zaposlenih sicer kao 50 strokovnjakov, ki pa se vsi samo bojijo za svojo službo. Žal je tako, vam bom povedal. Pred 3 leti je bil razpis za direktorja. Tudi sam sem kandidiral, bolj iz radovednosti, ker tako so mi vsi rekli, da ni nobene možnosti, da bi slučajno prišel do tega položaja. Kaj se je zgodilo? Svet zavoda je po ne vem kakšnem čudežu mene ugotovil za najprimernejšega kandidata. In ko je ministrica dobila, ministrica za kmetijstvo, ki pokriva ta resor, na mizo, da bi mogla potrditi mene za direktorja tam, seveda ni šlo skozi. To pomeni kaj? Strokovne institucije so pred hudim pritiskom po vplivom politike. Tudi zdajšnji vršilec dolžnosti ni ne biolog, ne ribič, ampak je vršilec dolžnosti. Celo pravila kandidiranja so spremenili samo, da so ga postavili na to mesto. Zato vas ne čudi, da so mnenja pisana tako, so pisana. Še nekaj moram povedati. Zavod za ribištvo niti ni več mnenjodajalec oziroma samo mnenja lahko izraža. Ni več soglasje dajalec, moram tako reči. Tudi to pristojnost so zavodu pred leti politiki vzeli. Žal je tako.
Zdaj vam bom povedal še nekaj. Velenjski ribiči smo se s tole tematiko ukvarjali 2 leti nazaj, takrat, ko se je sprejemal zakon o teh sončnih elektrarnih na Grezninskih jezerih. Takrat smo ribiči Velenja uspeli z politiko, lokalno politiko Velenja, sprejeti odločitev, da je tale pot napačna. Zelo smo se potrudili in politika in ribiči, zbrali mnenja, ki so podobna, kot jih so dobili tudi sedaj za tole zadevo. Ni bistvene razlike v mnenjih, ampak ker se je politika lokalna soglašala, pa skup sedla, smo dosegli to, da je bilo Škalsko jezero izvzeto iz tega zakona. Popolnoma so ga črtali ven. Za Velenjsko jezero so bile dane noter varovalke, ki jih bojo investitorji težko prišli skozi. Lahko, da bojo prišli, ampak vsaj enih 10 let bojo porabili, če bojo želeli nekaj takšnega umestiti na Velenjsko jezero. Žal, za Šoštanjsko jezero tega takrat ni bilo, malo se je zamudilo s to zadevo. Spet nepoenotenje lokalnih politik. Tako da prej, ko ste rekli, največ boste dosegli to, če boste vi krajani, tisti, ko bo to vas najbolj vplivalo, poenotili, pa konec koncev volitve, se veste, vsake 4 leta so ali 5 let. Nagrade se takrat talajo in če je večina Šoštanjčanov meni, da je ta elektrarna neprimerna, potem lahko to dosežete. Samo morate biti pa res enotni. Hvala. Še zadnja beseda. Še eno, ker sem povedal, jaz sem prvi diplomat fakultete za energetiko, podiplomskega študija. Tudi z najvišjo oceno še vedno, poprečno. Takrat, ko sem se jaz učil, je bila megavatna ura iz sončnih panelov 280 evrov. Iz hidroelektrarne je bila 30 evrov. Iz nuklearke je bila 40 evrov. Iz šoštanjskega teša je bila 70 evrov. Iz sončne je bila 280. To vemo, da je politika naredila to, da se sončna energija tako forsira. Pa bom še to povedal. Tudi mi ribiči, velenjski ribiči, prva ribiška družina v Sloveniji, imamo na strehi ribiškega doma sončno elektrarno. Ker se je pokazalo, da je cena elektrike trenutno tako visoka, da pri ceni, ki smo jo mi plačali za to elektrarno, jo bomo amortizirali v 5 do 6 letih. Čista ekonomika. Ampak mi nismo naredili veliko škode, ker smo jo dali na streho ribiškega doma. Tako da, hvala za to, da sem lahko povedal svojih par mnen, drugač pa ribiči Šoštanja imate zaveznika v bližini. Hvala. Hvala vam. Kar tjale skozi okno, mikrofon, prosim. Hvala za vaš prispevek. Hvala. Lep pozdrav, Mateja Kumer, sicer vas rajši nagovorim ob kakšni drugi priložnosti kot taki. Sem arhitektka in predsednica kluba arhitektov Saša regije in naša profesionalna moralna dolžnost je, da se tukaj oglasimo, namreč bili smo popolnoma preslišani, že ob prvi ideji smo dali predlog, da bi radi nekako dali svoje mnenje, se nekako vključili v zadevo, kar se tiče urejanja prostora. Še do danes nismo dobili enega povabila na sestanek strani ministrstva oziroma pripravljavcev projekta, nikakor nismo slišani in pa tudi danes, naprimer, imamo tam že neko novo gradbišče, kar je zelo vznemirilo tudi naše ljudi, občane, namreč nihče nam ne predstavlja, kaj so ti koraki, kaj se tukaj počne v našem prostoru. Zavedati se moramo, da prostor je javn, prostor je od vseh nas in moramo imeti besedo pri tem. Tako da tudi prej sem vprašala enega občinskega svetnika iz občine Šoštanj, če jim je bil ta projekt, ki se tam pripravlja, predstavljen in jim ni bil predstavljen.
Kje je tukaj neka transparentnost vodenja projektov in se vemo, komunikacija in vse to. Sama osebno pa kot Šoštančanka ne smem in nikoli ne bom pozabila Družmirja, kjer s tem projektom ne ohranjamo pietete, med nami je veliko Družmirčanov, veliko bolečine, še vedno tako jo čuti krajina in ljudje. Vemo, da obstaja en lep projekt že na občini v Predalu nekje, tako da mislim, da moramo tukaj biti posebej previdni, za kaj delamo s tem prostorom. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji kratek prispevek, ki bo šel v eter, potem kamero ugasnemo in se lahko pogovarjamo dalje. Ker sem na Ž, bom zadnji. Ja. Bomo dali še, pardon, nisem videla roke, bomo dali še eno. Jaz bi samo to rekel, danes se mi pogovarjamo o tem, da smo proti plavajočim sončnim elektrarnam na Družmirskem jezeru. Nismo pa proti sončnim elektrarnam, to je tudi treba jasno povedati, vendar smo zato, da se ga umesti na ogrezninsko območje, ker tu je pa ogromno hektarjev prostora, ki ga je potrebno sanirati in bi ga v ta namen lahko zelo, zelo koristno uporabili. Zdaj jaz vabim tiste ljudi iz holdinga in tudi tu iz lokalnih podjetij. Jaz tedensko sigurno vsa ta področja obhodim in jih poznam, pa jim z veseljem pokažem, kje lahko to elektrarno zgradijo. Hvala lepa. Hvala. Ja, to je tudi stališče šaleškega ekogibanja, ki je predstavljeno na letakih, na plakatih. Zdaj pa zaključujemo. Franci Lenart, izvolite, še vaša beseda. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj in hvala lepa za vabilo na današnji dogodek. Sem svetnik v mestni občini Velenje in danes sem tu zaradi tega, ker ste me povabili, predvsem pa tudi zaradi tega, ker mislim, da Družmirsko jezero ni stvar Šoštančanov zgolj. Družmirsko jezero je stvar Šaleške doline, stvar Velenja, stvar Šoštanja. In menim, da je ta problem potrebno širše predstaviti tudi v Velenju, da se tudi v Velenju sproži jasna razprava o tem, kaj si v dolini želimo, katere so tiste dejavnosti, ki bodo v perspektivi dajale dodano vrednost in omogočale resno prestrukturiranje regije. Mi smo na prejšnji seji, skupni seji občine Šoštanj, mestne občine Velenje, razpravljali o osnutku zakona o prestrukturiranju. 11. člen, ki govori o plavajoči elektrarni, ni strateški projekt te doline. Ni strateški projekt za to dolino, je strateški projekt za nekoga drugega izven doline. In jaz menim, da za tega ta 11. člen ni sodel v zakonu o prestrukturiranju regije, ampak lahko sodi kamor drugam. Če se pa pogovarjamo o vodni elektrarni, je pa seveda to stvar, ki potrebuje širši konsens prebivalcev. Mi v dolini se moramo odločiti, ali so to dejavnosti, ki si jih še želimo. Ta dolina je bila degradirana zaradi energetike in ne smemo dovoliti, da bi se ti postopki nadaljevali brez našega soglasja. Zaradi tega je potrebno za take stvari dobiti konsens vseh prebivalcev doline, naj bo to referendum ali kakšna druga demokratična oblika. Hvala lepa. Hvala. Prosim naprej stopite, tam vas nobena kamera ne vidi. Ne, kamera vas ne vidi, prosim stopite pred občinstvo. Hvala. Dobro, jaz sem Andrej, domačin. Izvolite, prosim. Kar na sredino. Ja. Ja, v redu. Zdaj, Mateja je povedala, se tam dogaja en projekt, da bom pa jaz prebral malo, kar se tega tiče. Prosim. Občina Šoštanj danes so objavili na svoji Facebook strani. Občina Šoštanj, HSE, Termoelektrarna Šoštanj so za skupni projekt ureditev Družmirskega jezera druge faze pred poletjem pridobili gradbeno dovoljenje in v teh dneh se pričenjajo dela druge faze tudi na terenu. Ta faza zajema ključne objekte in ureditve, ki faze zajema, ki bodo zagotovili varnejše okolje, bolj urejeno in uporabnikom prijazno podobo tega območja. Izvedli bojo 3 premostitvene objekte, nove mostove, preliv za male mostove,
ureditve dna preliva, ureditev vseh 3 gričev z izravnavanjem in urejanjem brežin. Poleg tega bodo uredili še črpališče, komunalne energetske vodi z vsem spremljajočimi ureditvami, dostopni cesti iz Kajuhove, Cankarjeve, odkupujejo počasi očitno, dostopno cesto za ribiče, nova parkirišča pri domu ribičev in kolesarske, tekaške ter sprehajalne poti. Projekt bo izboljšal dostopnost in varnost ob jezeru, povezal obstoječe in nove rekreacijske površine, uredil vodno-gospodarske elemente za večjo odpornost območja. Tega jaz ne razumem, mogoče kdo drug. Ustvaril nove pogoje za šport, rekreacijo, ribolov in prosti čas domačinov in obiskovalcev. Torej, projekt se začenja. HSE, termoelektrarna, občina Šoštanj skupaj delujejo, že delajo. Tako da karavana gre dalje, psi lajajo, kako že gre to, to je to. Se pravi, ti nimate upanja, hočete reči, da bi se ta projekt lahko zaustavil. To se že dela. To se že počenja, gradbeno dovoljenje je izdano. No in kaj si mislite o tem, kot občan? Katastrofa. Očitno nimamo vpliva na početje občine, HSE-a in termoelektrarne. Kdo lahko to ustavi, povej. Hvala lepa. Zdaj razpravo pred kamerami zaključujemo, 2 uri smo sedeli, seveda se lahko nadaljuje, zato smo tu, da mnenja soočamo še naprej. Za sklep še enkrat najlepša hvala našim današnjim gostom, profesor dr. Mihael Jožef Toman, Matej Blagus, doktorica Nataša Kopošar, Kaja Flis, hvala, da ste sedeli z nami, hvala Uršula Menih-Dokl za moderiranje, seveda hvala vam za udeležbo. Mimo grede, čisto na začetku dogodka sem samo preštela glave, ki sem jih videla, več kot 130 glav sem naštela, več kot 130 se vas je danes zbralo tukaj v domu ribiške družine Paka Šoštanj. Za sklep še enkrat vabljeni, da na tale listek zabeležite svoje misli, da jih zberemo, da jih potem lahko predstavimo odločevalcem. Kar nekaj vprašanj je ostalo neodgovorjenih, med drugim, kakšne so garancije, da bo po izteku življenjske dobe elektrarne območje očiščeno in obnovljeno. Recimo, za kakšno ceno bi se nam zdelo sprejemljivo, da degradirano območje premogovništva spet obremeni industrijski projekt, namesto da se območje vrne ljudem in naravi. Denimo, kje so ovire, da bi se obe občini poedinili, skupaj zastopali interes doline v odnosu do države in kdaj bo lokalna skupnost deležna priložnosti za razvoj, ki bo v prvi vrsti namenjen ljudem, ne pa energetskim družbam. Na ta vprašanja bomo k odgovorom vabili tiste, ki odločajo, nosilce kapitala, nosilce moči. V prihodnjih srečanjih, ki jih prirejamo v sklopu projekta Potopljena krajina, vodi ga kulturno-izobraževalno društvo Komadres, ob podpori sofinanciranju iz javnega razpisa za sledenje lokalni mladinski strategiji Mestne občine Velenje v sodelovanju s šaleškim ekogibanjem, tako da se bomo še srečevali. In zaključna misel, zdrava demokracija je tista, ki gradi iz raznolikosti, ne tista, ki ruši z enoumjem. In kar odmeva po današnji razpravi je to, da se na tem projektu pravzaprav preigravata kapital in narava. Vsak ali vse ima svojo ceno, bi lahko rekli, no. Tisto, kar je neprecenljivo, je svoboda, je zdravje, je dostojanstvo, nedotakljivost ljudi in narave. Človek in narava sta tista, ki sta neprecenljiva. In Šaleška jezera, Družmirsko, Velenjsko, Škalsko jezero so tista, ki nimajo cene. Srečno!
Mi otroci smo, v svojem srcu radi sanjamo. Vsak dan srečni smo, ker ljubimo in čutimo, svetlobo širimo. Mi svobodni smo, pesem našo radi pojemo. To je himna o lepoti jezera, o svetosti jezera Družmirskega. Mi ne damo ga, našega jezera, ne damo mi Družmirskega. Mi odločni smo, mi svobodo širimo, s kajuhom dihamo in pojemo. Mi ljubezen smo, v vsakem srcu radi utripamo, da se sliši zvok na vse strani, ko resnico oznanjamo mi. Svobodni smo, pesem našo radi pojemo. To je himna o lepoti jezera, o svetosti jezera Družmirskega. Mi ne damo ga, našega jezera, ne damo mi Družmirskega. Mi odločni smo, mi svobodo širimo, s kajuhom dihamo in pojemo. Mi ljubezen smo, v vsakem srcu radi utripamo, da se sliši zvok na vse strani, ko resnico oznanjamo mi. Jezera Družmirskega ne damo mi, jezera Družmirskega ne damo mi.